Lepo pozdravljeni, sem Sabina Repovž iz gostilne Repovž. Danes bomo za vas pripravili pito z dimljeno postrvjo. Za začetek pripravimo krhko slano testo. Zato uporabimo moko, belo pšenično moko, maslo, ki mora biti nujno hladno, ki ga čim hitreje vmešamo v moko, dodamo sol, mrzlo vodo po potrebi in en rumenjak. Vse skupaj zagnetemo v tako testo, ki ga bomo lahko raztegnili v pito. Fino je, da testo, ko je zagneteno, postavimo v hladilnik, da se malo spočije. Testo bomo potem razvaljali, mogoče na malo pomokano površino, v velikost pekača za pite. Testo lepo oblikujemo po pekaču, ga kar lepo fino potisnemo ob rob. Če je možnost, je zelo dobro, da se ga mogoče tudi postavi v hladilnik za nekaj časa, celo v zmrzovalnik. Potem se ga pa predhodno prebode z vilico. Lahko se uporabi tudi slepo peko, se reče, se pravi, da se položi na testo peki papir in gor surov fižol in se tako peče, da se testo preveč ne vzdvigne. Tako pripravljeno testo pečemo v pečici nekje 15 minut na 170 stopinj. Za nadev za pito smo pripravili ohrovt, dimljeno postrv, pinjole, jajca, skuto, sladko smetano, potem pa še začimbe, poper, sol, muškatni orešček, pa malenkost dekoracije, koromač pa kurja črevca. Na začetku bomo poblanširali, samo rahlo blanširali ohrovt v slani vreli vodi. To naredimo res na hitro, samo za minutko, dve. Vmes pripravimo ostale surovine. Najprej zmešamo skuto, jajca, sladko smetano in začinimo. Mogoče malo pazimo, ker testo je že slano, tudi dimljena postrv je slana, tako da po občutku dodamo sol, muškatni orešček, poper. Vse skupaj pomešamo, lahko si pomagate tudi s paličnim mešalnikom. Ohrovt poberemo iz vode in ga malenkost ohladimo, da nam slučajno jajca ne zakrknejo. Ohrovt lahko poljubno nadomestite s kakšno blitvo, špinačo, tudi koromačem. Tudi ohrovt dodamo v mešanico. Tako, prvi del nadeva je pripravljen. Tole bomo zlili na predpečeno testo, potem pa dodamo še dimljeno postrv in pinjole. Takole, testo je po 15 minutah pripravljeno za nadev. Najprej zlijemo tekoči del, ga lepo porazdelimo po celotni površini, mogoče izgleda malo veliko, ampak ni. Zelo fino je, da uporabite kakšne sezonske sestavine, da je skuta dobra, domača. Potem posujemo še s pinjolami. Pinjole lahko nadomestite s kakšnimi orehi. Meni osebno so pinjole zelo dobre in se mi zdi, da zelo dobro pašejo na tole pito. Pinjole predhodno ni potrebno pražiti, ampak uporabimo kar surove. Za konec uporabimo še že pripravljeno dimljeno postrv, ki jo je potrebno predhodno očistiti, se pravi odstraniti kožo, kosti. V teh dimljenih postrveh je zelo veliko majhnih kosti, tako da bodite zelo previdni. Lahko ste kar radodarni s postrvjo. Takole, pita je dokončana. Sedaj gre še v pečico za pol ure na približno 180 stopinj in je pripravljena. Poleg pite lahko dodamo malo dekoracije, fino se pa prireže zraven tudi kakšna skleda solate, ker je pita mogoče malo težja jed. Ne potrebujete zdaj nekega mesa ali karkoli, ampak skleda solate bo pa super.